Fiat Punto Evo je takšen kot odlična italijanska pašta. Že na videz je mamljiv, v osnovi enostaven in narejen za množice. Ampak je s temi finimi dodatki odličen obrok za prav vsak dan. Dodatki so zunaj in znotraj samo zato, da bi Punto še bolj ugajal. Ne duha ne sluha o slabih sestavinah. Kabina je zelo lično izdelana iz kakovostnih materialov. Skladno z barvo karoserije oprema Sport namreč ponuja isti odtenek prišivih, ki krasijo odličen volanski obroč, ter školjkaste, a za konkretno podporo telesa premehke sedeže. Zelo privlačna še steklena streha, po drugi strani pa smo vsi že naveličani Fiatovih potovalnih računalnikov, ki s premikanjem podatkov samo v eno smer delujejo zastarelo. Slastni del pri tem Puntu predstavlja tudi njegov pogon. Tehnologija Multi-Air je sveža in tehnološko napredna in temu avtomobilu pisana na kožo. 1,4-litrski bencinski motor s hidravličnim odpiranjem ventilov in variabilno turbino je prepričljiv stroj v kakršnikoli situaciji med vožnjo in zadovolji vse želje voznika. Sploh moč in odzivnost pri nizkih vrtljajih sta njegovi vrlini. Popolnoma zgrešen je le 5-stopenjski ročni menjalnik, ki zahteva ob višjih hitrostih nesmiselno priganjanje motorja. Pa še ročica je totalno nenatančna. Podvozje je fino za dinamično vožnjo, za vsakodnevno pa preveč poskakuje. In če so vozne lastnosti prav dobre, je občutek na volanu povsem preveč bled. Pa poraba? Kljub vsem prijemom Punto Evo 1,4 Sport ni varčen avtomobil. Normalna vožnja zahteva 8, priganjanje pa še skoraj 4 litre več na 100 prevoženih kilometrov. In če ste mislili, da je vsaj poceni, vas moram tudi tukaj razočarati. Vsaj 18 000 evrov hočejo za takšno.